Ja, ko se takole zazrem po tej naši Sloveniji in razmišljam o tem, kaj bi lahko rekel, da je naše slovensko, saj me poznate, cviček bi rekel prvo, ker sem Dolenc, ampak živel sem z lipicanko. In ta lipicanka je bila nekaj, kar je bila vedno v naši vasi ponos. In prav zaradi tega sem odšel na kmetijo, kjer so rekli: Janez, pridi pogledat, kako se Nemci vozijo po vsej Sloveniji z našimi konji, z našimi lipicanci. Sprejeli jih bomo. No, in to je že del promocije, s katero bomo začeli današnjo kmetijsko oddajo. Začeli pa bomo z vrhunskimi tekmami. No, poslušajmo. Ja, v Lipici poteka veliko tekmovanje. Tisto, kar me je morda zmotilo, da znotraj teh tekmovanj ni veliko lipicancev. In da je pravzaprav to tekmovanje nekaj, kar popularizira delo s konjem. In prav zaradi tega se mi zdi izjemno pomembno, da danes pogledamo dvoje. Eno, kako je to tekmovanje potekalo v Lipici, saj gre za dresurno tekmovanje vrhunskih zahtevnosti, bomo temu rekli. No in potem v nadaljevanju bomo še pogledali nekaj o lipicancu. Rad pa bi rekel takole, kar povprašajmo tistega, ki je odgovoren za konje v Lipici. Tukaj se dogaja zadnji dan CDI, to se pravi mednarodnega tekmovanja v dresurnem jahanju, poteka prosti program z glasbo. Veličina tega tekmovanja, ki ste ga organizirali v Lipici, je pravzaprav v tem, da je na tekmovanju izjemno veliko število tekmovalcev in pa da se je tekmovanje v Lipici prijelo, kot se temu reče, in tekmovalci radi pridejo k vam. Povejte koliko. Iz 17 držav, nekaj čez 140 konjev, od najnižjega nivoja, to se pravi otrok, mladincev, mladih konjev in do najvišjega, to se pravi prostega programa z glasbo. Poglejte, to vrstna tekmovanja vi organizirate že dolgo vrsto let, predvsem z namenom popularizacije športnega dela s konji. No, povejte, koliko časa že? V bistvu bomo tako rekli, ta tekmovanja mi organiziramo že dolgo let, bomo rekli vrsto let, ampak v zadnjem času se to zanimanje nekoliko povečuje tudi strani obiskovalcev, tako da tudi kvaliteta tekmovalcev narašča. No, za tovrstna tekmovanja skrbi Konjiška zveza Slovenije, pa vendar za vsa tekmovanja poskrbijo praviloma klubi. Verjetno je tudi pri vas tako ali pa mogoče pri tako velikem tekmovanju drugače. V bistvu to se organiziramo v Kobilarni Lipica samostojno. Vsi ti protokoli, vsa organizacija poteka znotraj in tudi vodimo to se znotraj Kobilarne Lipica. Ja, tu bi mogoče vseeno vprašal, lipicancev ni, ki bi tekmovali na tem tekmovanju in nekoč so na teh tekmovanjih že bili. Potem kasneje je vse šlo v smer reje, na tekmovanja pa pravzaprav lipicanci niti niso kaj preveč odhajali, mogoče pri vožnji vprek. No in povejte mi, kakšni so vaši načrti naprej? To se pravi, v Kobilarni Lipica vsekakor načrti so in to se bo izvedlo cilji, da se vrne nazaj lipicanca na tekmovanje od najnižjega nivoja do najvišjih mednarodnih nivojev. To je proces, ni to z danes na jutro, ampak to se zavedamo in to bomo storili. Bomo začeli z mladimi jahači, mladimi konji, na katerih bomo gradili, da bojo potem napredovali. Kar se pa tiče slovenske dresure, ja, zanimanje, bom tako rekel, je zelo slabotno. Kvaliteta, bomo rekli, nekoliko narašča, ampak problem je to, da je ta naš sistem ali pa naši tekmovalci, da je zaprto v Sloveniji, da ne hodijo ven, ne hodijo gledati, pa tudi tekmovati ven, ker tam se nabira izkušnje in tam se dobi točne rezultate, da vidiš, kje si. Poleg šole jahanja, lipicanske šole, naše slovenske, pa se ves čas že kar nekaj časa sedaj ukvarjate z pomočjo tujih trenerjev in poskušate najti drugačen pristop k konju. Povejte mi, v čem je bistvo tega novega pristopa? Osnova za vse to, za trening konja je to, da je konj sproščen, da zaupa jahaču, zaupa konjarju, zaupa vozniku. To je osnova tega in iz tega se potem gradi to naprej. Če ni sproščenosti, če ni zaupanja, se ne more naprej graditi in je vsak nasleden korak težje. Osnova vsega je zaupanje in sproščenost konjev. Ja, predvsem tisti, ki se ukvarjajo z jahanjem v Sloveniji, pravijo, da greste neko svojo pot, da je ta pot drugačna, kot je običajno v teh tekmovalnih krogih. No pa povejte vi.
Mislim, ne gremo drugo pot, to je pot, ko gre povsod. Osnova je to, tudi sodniki hočejo, da je konj sproščen, da konj lepo zgleda, da ni nervozen in to je osnova vsega. Tle se ne odkriva nič novega, se gre v koraku s, bomo rekli, tako modernim treningom ali pa modernimi standardi, ko jih FAI predpisuje. No, recite, v čem je pravzaprav bistvo? Tukaj veliko tekmovanje, mislim, da eno tekmovalko, če sem prav razumel, iz Slovenije, nekaj ostalih se ni kvalificiralo, in pa potem v nadaljevanju z željo postati, recimo pristati nekje v sredini tega evropskega jet seta, ki se ukvarja s samim jahanjem. Povejte vi. V bistvu najbolj pomembno je, da je to, da tisti, ko to dela, si tega želi, da mu je to veselje in da si želi napredovati. Ker napreduješ se pa lahko samo bomo rekli, z delom in treningom, ampak je pomembno, da dobiš prave informacije, prave izkušnje in da pridobivaš informacije, kolikor se da na različnih nivojih, v različnih tekmovanjih, da vidiš, kaj se dogaja, da lahko potem napreduješ. Ja, lahko bi rekli, da gre delo v Lipici v posebno smer revitalizacije vsega tistega, kar je nadgradnja, bi lahko rekli, rejskih ciljev, ki jih lipicanci nedvomno imajo. Lipicanec je naš slovenski konj. Lipicanec je naš ponos. Znotraj vsega tega ne bomo z nobenim konjem dosegli toliko, kot lahko ravno z lipicancem. Danes gledamo tu dresura, na katero prisegajo tisti, ki so dolgo vrsto let udejanjali rejo v Lipici. Sam mislim, da je še veliko več možnosti in to se je pokazalo z svetovnim prvakom v vožnji vpreg in da je tu znotraj skritih veliko tistih momentov, ki jim rečemo, to je naš slovenski ponos. To je nekaj, s čimer mi moramo živeti. No, država tu približno ve in tudi vlaga precejšnja sredstva, tudi v turizmu govorijo o teh naših lepotcih, o teh naših lipicancih in tudi samo tekmovanje in dobro počutje vseh tekmovalcev v Lipici je pravzaprav tisto, ki potem na koncu da nek dober rezultat. Sam pa mislim, v dresurnem jahanju so veličine. To so osnove, to je abeceda našega dela s konjem, hod, kaz, galop in tako naprej. In prav zaradi tega pustimo enega, da približno odjaha, kot se temu reče, svojo nalogo z glasbo in lahko rečem, da gre tu za vrhunsko predstavo. Poglejmo. Prav zaradi tega tekmovanja pa sem dobil navdih in odšel na kmetijo, kjer se z rejo lipiškega konja ukvarjajo dolgo vrsto let. Mi imamo na eni strani Lipico, kobilarno, kjer redijo naše lipicance v tem državnem smislu. Imamo pa tudi zvezo rejcev lipicanskih konjev, ki pa izven Lipice poskrbijo za to, da se pripravi kakšen konj, bomo temu rekli, lipiški. In dosegajo se kar dobri rezultati, predvsem pa v smislu druženja, v smislu reklamiranja tega našega konja ali pa z njim živeti, dosegajo vrhunske rezultate. Pa kar poslušajmo, kako je bilo na kmetiji. Povejte mi vi, kako, na kakšen način ste se srečali s konji in na koncu z lipicancem.
Konji so na kmetiji celo življenje. Jaz sem bil star 17 let, je prišel prvi traktor na našo kmetijo, ne, in takrat smo samo enega konja obdržali še 10 let. Potem je pa najstarejši sin, star bil 3 leta, smo ga prodali. Pavza je bila vmes 10 let, ki je bil najstarejši fant star 10-11 let. Je želel konje, da bo konje imel, ker se je ustanovil ranč Prbil tukaj v dolini in konje. In naša bila tukaj stara štala, taka prek goveja živina bila noter, tukaj imamo pa novo štala za govedo. In v tej štali smo preuredili iz stare štale 4 bokse, ki praktično so naši 4 otroci, Anita, Melita, Alenka in Matija, 3 torno štemarce razštemali, da so vse temeljne zrihtali, povštimali, jaz sem jim pomagal, potem smo pa odločili se. Odločili smo se pa na podlagi, težka odločitev je bila, sin je vztrajal na quarter horse, ampak cena je bila tam, bom rekel, visoka, kar 3 lipicanca, tudi potem, jaz sem pa želja, kot jaz želja, da konje jahaš in voziš, ne, da imaš vse obenem. Tako da sem se odločil za lipicance. Zasvojil me je pa nas kompletne Janez Peternelov, ki je nas peljal enkrat na njegovi kmetiji. No, in ko sem to videl, se dejansko res ljubezen do lipicanca prevladala in sedaj imamo 10 let, to je najsto teče, no, tako da so lipicanci res na vidiku. Ja, verjetno na kmetiji, ker konja potrebujete tudi za delo mogoče, pa vendar odločili ste se za lipicanca. Znotraj tega je bilo, kot pravite, skritega marsikaj. Povejte. Te konje pa te čas, če tako rečem, zelo dragi so bili konji, ne, bomo rekli, najboljši so bili vsaka vrednost kot quarter horse. Jaz sem pa potlej sam selekcije gledal, kar je bilo v Sloveniji na razpolago. Genetski material, nisem pa nič gledal, kaj koji zna, kaj ne zna. Ampak sem rekel, važno, da imam iz genetski material. In to kobilo, ki sem kupil, je v Trbovljah od Bajda Milana, Škofja Riža, Slavina. No, je bila najvišje ocenjena kobila te čas na trgu. Ne? In to plemenska vrednost se mi je zelo obrestvala. Tudi 2 vrhunska potomke imamo po njej in tudi 2 vrhunska plemenjaka sta bila v Sloveniji. Ne? Tako da je zelo velika nagrada prišla z leti, ki smo lahko dosegli, rekel, ena kobila, tukaj le imamo mamo in Romida, ki je bila najvišje ocenjena pod sedlom v pregi in potem je bila pa še razglašena kot najlepša. O tem posebnem dnevu danes bomo še govorili. Pa vendar povejte vi, kako, na kakšen način ste se vključili v to pot iz Pivke pa vse tja gor do Dunaja? Ja, in poseben dan je, ker smo konji povezani, lipicanci, bomo rekli, naša kobila je mama od enega konja, ki je bil prodan v Nemčijo, povezan smo pa z 100 družino materin, ki potuje oziroma je kupila tega konja in nas so povabili te gospodje, ta družina, že v Nunenbergu. Sem bil gor zelo dobro sprejeti. No, in s tem je pokazala se ta naveza z konjem, ne, in trenutno so se odločili ta družina, da gre sedaj iz Lipice na Dunaj. Peš izbrali so našo kmetijo, ker je z gostoljubjem oziroma z pavzo. No, in ta družina pričakujemo v današnjem dnevu, da bomo šli pospremiti in bo pri nas prenočila in prespala in od nas naprej potuje na nadaljnjo pot. Pa ker smo že na kmetiji in kmetijska oddaja, povejte, kakšna je vaša kmetija? Ja, naša kmetija je cirka 20 hektarjev, polovica je gozda, polovica obdelovalne zemlje. Imamo tam 25 glav živine, ostalo je konji. Tudi ne, krave muznice, 15 komadov pa telice za privesnice, tako da ta zadeva je, imamo pa še vinograde, kmetijo z vrtninami, krompir in vse take stvari, kar sodi na kmetijo, pa mesne dobrode tudi.
Ja, na kmetiji pa smo našli tudi gospoda Avšiča, ki je v neko obdobje celo predsednik Zveze rejcev lipicanskih konj in pa sam je velik ljubitelj lipicanskih konj. Gospod Avšič, povejte vi o tej vaši dejavnosti. Tako je, jaz sem bil eno obdobje predsednik Združenja rejcev lipicancev. V tem obdobju sem zelo podrobno spremljal to našo rejo lipicanca izven kobilarne Lipice in moram priznati, da v tem obdobju je prišlo kar nekaj zelo dobrih rejcev ven, ki so tako kot gospod Senjur s to svojo rejo napredovali iz leta v leto in s tem tudi naredili eno lepo število konj izven kobilarne, ki se to smatra kot neka rezervna čreda konj, ki v slučaju nekih neprijetnosti lahko nadomestijo vsako genetsko vrsto lipicanca. Ja, rekel sem že, gospod Avšič, da ste velik zaljubljenec v tega lipicanskega konja in verjetno veste, zakaj bi ga uporabljali, kakšne so njegove delovne sposobnosti, kakšne so njegove kreativne možnosti znotraj dela s konji, športnega dela, nenazadnje druženja s konji in tako naprej. Povejte vi. Moram priznati, da pravzaprav lipicanc je z leti postal zelo, bi rekel, priljubljena in pa uporabna zvrst konja. Namreč mi moramo vedeti, da zadnje desetletje vse več bi rekel, teh rejcev oziroma jezdecev in tekmovalcev prevzemajo ženske. In ženske, ki so običajno malo manjše rasti, pa to, in ti konji so jim zelo blizu. Tako danes je lipicanec zelo popularen tudi v deželah, ker je visoko, bi rekel, konjeniška kultura visoko razvita in ker imajo svoje rasne konje, pa so se odločili, da je lipicanc njim bolj primeren kot pa nek visok nemški konj ali pa. Zato je ta lipicanc danes, bi rekel, razširjen po celem svetu. Jaz vem, ko sem imel priliko pri tem mednarodnem združenju rejcev lipicancev LIF govoriti z ljudmi iz Amerike, iz Nemčije, iz Nizozemske, recimo Nizozemska Nemčija, ki je zelo bogata na konjeništvu, da lipicanca zelo visoko cenijo. To nam je pravzaprav nam more biti v ponos in tudi neko izhodišče za nadaljne rejo te našega lipicanca. Po drugi plati moramo povedati, da je pravzaprav to edini avtohtoni konj, slovenski avtohtoni konj tukajle. In predstavlja Slovenijo tako kot Lipica enakovredno predstavlja Slovenijo, tako kot Bled, kot Triglav, kot podobne te naše znamenitosti. In moram povedati, da premalo naredimo na promociji tega konja. Bojim se, da je mogoče v tujini bolj cenjen kot pa doma. Ampak upam, da se stvari spreminjajo in da bo tudi Lipica in ta domača reja v Sloveniji dobila ta velik potencial, kot ji pripada. No, sam pa bi rad rekel, da ko sem v trenutku razmišljal, Nemci pa lipicanci, se to pa mogoče niti ne sodi v našo oddajo. Ampak ko sem razmišljal o tem, da so neki Nemci tam iz Nürnberga prišli sem in si zaželeli našega konja in tega konja promovirajo vse povsod, kamorkoli že lahko pridejo, da so se podali na pot iz praktično Pivke pa vse tja na Dunaj, da je to neka veličina, ki v nekem smislu promocije samega konja dosega tudi vrhunske rezultate. Iz Pivke so se podali v Novo vas, iz Nove vasi, potem v Šentvid pri Stični, kjer smo posneli to oddajo pri gospodu Senjurju. Nato pa so odšli v Trbovlje in pa potem naprej iz Trbovlja v center Lopata pri Celju, potem iz Celja v Pragersko, v Trnovo vas in vse to je imelo v svoji vsebini predvsem ljubezen do tega konja, druženje do tega konja in znotraj tega je družina Rösler, ki je pripravila to vrstno
predstavitev naredila veliko. Tako potihem se je na vseh spletnih omrežjih in vse posod med konjarji slišalo nekaj pozitivnih, pa tudi nekaj negativnih mnenj. Sam pa mislim, da je bila to velika reklama za lipiškega konja. Na kmetiji Škrjančevih v Čužnji vasi pri Šentrupertu smo si ogledali, kako, na kakšen način se razvija mehanizacija za spravilo travinja. Gre za nekaj, kar je pomoč v našem kmetijstvu, ampak poslušajmo najprej gospodarja. Dobrodošli na kmetiji Škrjanec. Nahajate se v Čužni vasi, na morski višini 420 metrov približno. Kot vidite, je naš svet kar tak lepo razgiban, valovit in tudi današnji dan je namenjen obdelavi takega sveta. Mogoče nekaj na kratko o naši kmetiji, kot je gospod Borjan že povedal, se ukvarjamo z živinorejo, to je naša osnovna panoga. To so tudi naši predniki delali že, mislim, da 7-8 rod imamo že zapisano. Tako da tudi mlajši rod to s tem delom nadaljuje naprej. Obdelujemo okoli 45 hektarjev površin, večina je travnikov in tako v hlevu redimo okoli 60-70 živali, od tega je polovica kravno vzlic, ostalo so pa mlada živina za plen. Ja, tehnika je tista, ki človeku pomaga obdelati polje in pravzaprav tudi na travinju posušiti seno, da potem lahko iz tega izdelamo izdelek. No in Kmetijsko-gozdarska zbornica Novo mesto, kmetijski zavod pripravlja vsako leto demonstracijski prikaz eksploatacijskih možnosti za posamezne stroje. No in poslušajmo direktorja. Dan tehnike je naša prireditev, demonstracijska strokovna, kjer poskušamo prikazati vlogo in pomen sodobne kmetijske tehnike v povezavi z sodobno tehnologijo. Letos smo se osredotočili na hriboviti svet, torej pridelavo krme na travinju. To pa tudi pomeni pretežni del načina kmetovanja v Sloveniji. Saj vemo, da je okrog 70% naših površin v OMD območju. Žal je tako, da je delo na travniku kampansko, da nam jo lahko zagode vreme, tako kot je bilo to v letošnjem letu, in da moramo delo opraviti izjemno hitro. In prav zaradi tega je pomoč strojev pri takšnem spravilu še kako pomembna. Ampak poslušajmo naprej, kakšne so tehnološke osnove za to, in povedal bo direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Novo mesto. Ja, gledajte, želimo poudariti pomen do zgodne košnje, primernega načina spravila sena, torej sušenja in predvsem dosuševanja. Mi želimo imeti kakovostno krmo, ki jo živina rada uživa. To pa je tudi predpogoj, da lahko izključimo recimo silaže in pa večji del močne krme, kar pomeni za kmetijo tudi lahko velik izdatek. No, povejmo pa, kmetija Škrjančevih dela s senenim mlekom, torej z nečem, kar naj bi bilo po mnenju sirarjev, sirarstva najboljše in najbolj primerno mleko za izdelavo samega sira. Včasih smo razmišljali, da bo tovrstna pridelava imela finančne probleme, ampak no ja, poslušajmo, kaj lahko pove direktor. Se je seneno mleko prijelo? Glejte, seneno mleko se je prijelo, to je ena izmed možnosti, naš kupec jo je sprejel in prepoznal, to pa je tudi cilj. Torej, povedati kupcu, da gre za višjo kakovost, da gre za pridelavo krme doma, pri nas, ne za uvoženo krmo, in pa da gre tudi za višjo kakovost mleka in sira. In če je naš kupec pripravljen kupiti, je to rezultat, ki smo ga pričakovali. Ja, na koncu bi lahko rekel, da prav ti traktori so vzeli delovno sposobnost konju, opravilno so ga spravili tja, kamor gre, ampak nič za to. Šport, rekreacija, ne nazadnje prostočasne aktivnosti so tiste, ki bodo dale konju njegovo vrednost in pa, da bomo ga prehranili, da bomo izdelali izdelke, kot je recimo sir iz senenega mleka. To pa je tisto, kar je že naslednja zgodba. Torej, tako.